Vlada je razrešila enega izmed kreatorjev družbe, ki bo pomagala rešiti slovenski bančni sektor. Razrešila me je na podlagi mnenj, ki jih je dal narediti minister za finance. Minister za finance mora delovati v skladu z zakonom in na podlagi zakona, ne pa na podlagi mnenj. Pove Šircelj, poslanec SDS-a, ki mu zakon o slabi banki dopušča, da opravlja tudi poslansko funkcijo. Doda še, da so ga razrešili, da bi lažje prikrili nekatera kriminalna dejanja. Predvsem tista, ki so bila narejena na podlagi odobritev kreditov, ki so bila slabo zavarovana in kjer je šlo seveda za prijateljske navedbe, kjer je šlo za to, da se izčrpajo banke in da se napolnijo privatni žepi. Zanimivo dejstvo pa je, da ga je razrešila vlada, katere vodilna Pozitivna Slovenija je še pred meseci celo kopirala podpise za referendum o slabi banki. Njeni poslanci so to dejanje poskušali prikriti tudi z lažmi. Ste podpisali oba lista? Ja, seveda smo podpisali, jasno, ne. Se pravi, vsi poslanci Pozitivne Slovenije ste podpisali dvakrat? Seveda. Vmes so obrnili ploščo in zdaj si po Šircljevem mnenju želijo celo svojega nadzornika. Z razlogom. Da bi slaba banka delovala ali slabo, ali izredno počasi, ali seveda v njihovem interesu. Slaba banka še ni zaživela in terjatev še niso prenesli. Premierka pojasni zakaj. Zaradi postopkov in usklajevanj, ki smo jih imeli tudi znotraj Evropske komisije. Zdaj se bo treba uskladiti tudi v Šircljevem nepolitičnem nasledniku, saj nekdanji nasprotniki slabe banke zatrjujejo, da bodo končali s političnim kadrovanjem.